Dobrodošli v podcastu prevajalske agencije GOR, kjer gostimo izjemne posameznike iz sveta startupov, scale-upov in iz različnih drugih kotičkov podjetništva. Kje in kako začeti, na koga se obrniti in na kakšne izzive se pripraviti. Govorili torej bomo o tem, kakšno pot morajo prehoditi mlada podjetja, da lahko zaslovijo kjerkoli na svetu. Kdo pa je danes z nami? Svojo poklicno pot rad opiše kot mineštro. Kot majhen je želel biti arheolog in početi vse drugo kot opravljati dolgočasno pisarniško delo. Nato pa je diplomiral iz smeri računovodstva in revizije, celo prejel pohvalo za izredne akademske dosežke in se hitro kmalu zaposlil pri enemu večjih trgovcev Slovenije, na kar dobi klic. Od koga? Od prvega slovenskega unikorna in od takrat naprej je lahko podoživel svoje otroške sanje, da se mu preprosto v službi dogaja. Z nami je torej Jernej Česen iz Outfit 7. Kaj tam točno počne, bo povedal tudi sam. Dobrodošel, Jernej. Živijo. Hvala za povabilo. Ja, pa povej, kdo je Jernej v Outfitu pa izven Outfita? Zelo zanimivo si povzela vso zgodbo, kaj sem hotel delati in kaj nisem. Pozabila si, da sem pobegnil od doma, ker sem hotel živeti kot Tom Sawyer. Ta je bila ta glavna. In to je tudi moja kariera. Tisti sklic prej, pa da bi lahko živel svoje sanje, zdi se mi, da sem živel že prej v Mercatorju. Ker niso povezane s tem, kje delaš, temveč kako delaš in s kakšnimi ljudmi delaš. Fajn si zmer posod ustvariti neko bando oziroma okolje, v katerem hočeš delati. Kaj sem? Fant z Vipaja, z Vajdušne. Zmer bom ostal tam. Kaj delam? Delam tisto, kar mi je fajn in si probam narediti, da je fajn. Prej sem delal kot direktor strateškega kontrolinga, ukvarjal sem se s prevzemi v Mercatorju, delal na finančnem rekonstruiranju. In pa sem prišel do točke, ko je sovpadal klic, pa tudi to, da se jaz odločim, ko sem se odločil pri sebi, da je zadosti kariere, ker se nisem več videl tam in sem hotel nekaj drugega delati. Ponovadi, ko se nekaj odločiš, bo vse skupaj šlo v tisto smer, da pač slediš nekim, vsa energija te bo podpirala, da se bo nekaj spremenilo in ja, končal sem v Outfitu. Po predspodem nisem vedel, kakšna je ponudba, kaj me je prepričalo me je okolje, v katero sem prišel, ko sem prišel na razgovor. In eno vprašanje, ki sem ga dal, je bilo tako, kaj res bom lahko tukaj v japonkah in kratkih hlačah. In je bilo tako, ja, mi delamo na ta način. Pa sem rekel, I'm in. Kaj delam zdaj? Zdaj sem član uprave za področje distribucije, marketinga, business intelligence, pa tudi financ. Zato je tako mineštra. Kako je prišlo do tega, nikoli se nisem limitiral, da tisto, kar bom študiral, tu bom delal. Prej sem omenil, sem rekel, da ne bom nikoli pisarniški mol. To je bila stvar, ki sem v mami rekel, in tati, ki sta oba finančnika, nikoli ne bom delal v pisarni. In zdaj tudi ne delam, čeprav opravljam podobno funkcijo. Zraven tega sem še generalni direktor ekipe 2, ki je pa odvisna družba oziroma največja družba znotraj skupine Outfit 7. Sliši se veliko enih vlog in veliko zadev, tako da povej mi, dotaknil si se tega, torej ti si delal v Mercatorju in lahko rečemo, da je to neko standardno, tradicionalno podjetje, potem prideš v Outfit, ki je vsaj v naših glavah neko gnezdo enih prodigijev, enih glavic, ker vse temelji na nekih drugih vrednotah. Čeprav razumem, tebi ta prehod ni bil preveč hektičen. Kako se spomniš morda te odločitve pa teh mogoče prvih dni? Posebej, oprosti še to, sem te poslušala, rekel si oseba KPI-jev in številk. In potem prideš v takšno podjetje, ki je v tem trenutku še marsikaj viselo v zraku. To je bil ta hektičen prehod, ko sem pričakoval, da bom lahko uporabil direktno znanje, ki sem ga imel od prej, in sem se lovil nekaj časa. Šok je bil ta, ker prva stvar ni bilo tima, na katera si bilo zanesel oziroma si bil navajen, kako postavljati stvari, pa res tistim, kar je to tako nek safe environment oziroma kjer se dobro počutiš. Hotel sem iti s tem, pa dobiš odgovor, tako tega ne rabimo, kaj boš delal s tem. Tako prišlo do take točke, ko nisem vedel točno, kaj bi sam s sabo, dokler nisem dobil odgovor, ki mi je najbolj povlekel naprej. In to je bilo tisto, kar je
outfit zmeraj imel, dal ti je možnost, da sam sebe izraziš. Dobil sem tako, moje vprašanje je bilo, zakaj za Boga ste me sploh zaposlili? Odgovor je bil, ja, ti sam pohrunti. In po je bilo tako, ok, pojmem wildcard, da lahko naredim, kar hočem. In od takrat naprej sem se začel počutiti v bistvu fajn in res del tega tima. Ko sem začel spreminjati stvari, ker sem videl, da se nekaj dogaja, grem naprej. In zmeraj je fajn imeti neko točko, na katero se referiraš. Moje so pač KPI, finance, kako vrednot podjetja, kako nekaj preveljaviti v številke oziroma prikazati na tak način, da lahko primeš, da ni abstraktno. Tu sem dal noter, potem pa začneš širiti. In tukaj je dejansko outfit, tako kot še zmeraj dela naprej, če se vidi neke priložnosti oziroma da imaš neke sposobnosti, te ne omejuje, ti si pa zdaj v računovodstvu, ti si pa marketingaš, ne, ali boš nekaj shiftov v product managerja, v developerja, na koncu boš lahko hrato, ne vem, karkoli. Ni omejitev. In to je tista stvar, ki je najbolj čarobna pri vsem skupaj. Tudi ko sam v bistvu vodiš celo ekipo, kakšen je tvoj način dela oziroma vodenja? Vem, da so se v Mercatorju dobro izkazali ti kolegi, si rekel, ki so se začeli z domačimi dobrotami, marmeladami, pa to si nekje govoril. Zdaj, a se podobne metode imaš še danes? Hočem reči, kako ekipo motiviraš, kako to pri vas izgleda? Pač tako kot zmeraj, bod tu, kar si, ne fejkaj. Ne vem, če vsem paše, ponavadi na eni strani je okolje oziroma kultura, ki ima podjetje, ti mora sesti. Če prideš in hočeš neko stvar prikriti in se adaptirati na tisto okolje, prej ali slej se bo tu izkazalo. Ali te okolje posrka noter, ali pa enostavno rataš del tega. Kako motiviram, to bojo znali drugi povedati, ne vem, če je dobro ali slabo, imam nek svoj način. In prvi je res ta, poslušaj, pogovarjaj se, bod odkrit, daj direkten feedback, sprejmi direkten feedback in ne ukvarjaj se s tem, kje si, temveč dejansko, kako si lahko del celote. Zdaj, jaz sem te hotela vprašati, kako, če kaj ekipo pograjaš oziroma kakšen način podaš kritiko, torej verjetno na isti način, tako kot podaš pohvalo. Tudi tu, direkten feedback, ne čakaš do nekega trenutka, ko boš rekel, aha, tukaj si pa nekaj narobe naredil, temveč ko vidiš, že stvari ne grejo v pravo smer, boš povedal. V končni fazi smo pa vsi na isti ladji, delujemo po teh principih. Se pravi, tukaj ni, jaz sem pa zdaj šef, ti boš pa moj minion in boš naredil neko stvar, temveč če nekdo fejla, je v končni fazi moj responsibility, da je ta stvar šla v napačno smer. Pa če smo uspeli, smo vsi skupaj uspeli. In tako se pa pohvali, ja, so ljudje, ker imaš postavljene cilje, veš, kaj narediš, je pa način, kako to stvar narediš, bistveno drugačen. No, bom jaz videl v tem trenutku, zdaj bi bilo smiselno to delati. Nekdo drugi vidi nekaj drugega, prva stvar, ki jo pričakujem od njega, da bo vprašal, zakaj hočeš, da to naredim, pa jaz mu mogel dati odgovor in tukaj se ful hitro vidi, ali tudi jaz sam vem, zakaj sem hotel to stvar narediti, oziroma vice versa. Tukaj v končni fazi vsi rastemo naprej. Če pa hočeš braniti svoj položaj, boš pa deloval najbrž na tak način, ko si rekla, pograjaš. Ne vem, zakaj zmer, ko si vodja, bi mogla biti prva stvar graja ali pohvala. V bistvu je sam sodeluješ, kot sodeluješ doma s tamalmi, ali sodeluješ s svojimi frendi, vsi grejo naprej, pa smo vsi nezadovoljni, temveč vsak ve, kakšna je njegova responsibility. Zdaj, da vsa ta klima deluje na tak način, vsi zaposleni nekako morajo dihati na določen način. Na kakšen način vi pridete do talentov? Vemo, da imate precej dolg pa rigorozen način zaposlovanja. Lahko morda poveš na kratko. Slišite rigorozen izraz. Proces zaposlovanja, ne vem, če je dolg in kompleksen, samo vemo, kaj hočemo dobiti. In tudi v naši sami strategiji oziroma principih, po katerih delujemo, ker smo v lanskem letu tudi spremenili, da smo šli iz vrednot na principe, ki so dosti bolj osebni, zaposluj boljše ljudi, kot si ti. Kaj to pomeni? Pač ne deli kompromisov. Ne zaposluj nekoga, če vidiš, da je boljši od tebe, se ga bati zaposliti, temveč razmišljaj, kako ga boš čim boljše uporabil oziroma kakšno vrednost lahko doda znotraj podjetja, ker ta način boš tudi ti rastel. On ti bo odpiral neke nove aspekte. Ne zaposluje enakih ljudi, ker lahko ti bo naredili ful dobro stvar, ne vem, napisali kodo, zavrednotili neko stvar, zrisali neko stvar,
Ali hočeš imeti iste ljudi, ki so ti po nekem šabloni narejeni, ali hočeš različne ljudi, da se dopolnjujejo med sabo oziroma vsi skupaj vse vlečejo navzgor. Mi hočemo ta druga stvar. Zakaj? Zato, ker rezultati kažejo to stvar. Prej smo se pogovarjali o tem, koliko nas je. Govorimo tam do 400 ljudi na celem svetu, ker imamo študije na različnih lokacijah. Rezultati, ki jih dosegamo, so primerljivi firmam, ki imajo 4000 ljudi zaposlenih. Tu pa izhaja iz tega, kakšne ljudi zaposluješ, pa s kakšnim mindsetom jih zaposluješ. Torej, to misliš, da je en izmed razlogov, da je Outfit tako uspešno podjetje, ker dostikrat se izkaže, da ravno podjetja na uspehu pogorijo. Pri Outfitu je trend vedno gre navzgor, torej misliš, da je to predvsem ta kultura, dajva reči, če lahko to tako posplošimo. Kaj še misliš, da je razlog, da je Outfit to, kar je danes? Je kultura, je cilj, s katerim sledimo, ki ni številčen cilj, temveč je ta, da dejansko, če je že KPI, je dajmo dati bring fun to the people v končni fazi, spravi merimo v številu uporabnikov, o tem, koliko časa preživijo uporabniki znotraj naših aplikacij, koliko dobri smo na trgu, in to se kaže, da zadnjih 10 let je naš brand vsako leto najmočnejši brand znotraj mobilnih iger. Ljudje so odzadje, nič drugega, pa neke vrednote, katerim slediš. In te so bile postavljene že takrat, takoj v začetku. In ko firma raste, se vrednote mogoče malo spremenijo oziroma so drugače interpretirane, potrebno jih je adaptirati. Pred 10 leti je bila scena popolnoma drugačna, kot je zdaj. Ne pa pomeni, da delaš kompromise na njih. Nekako greš s flowom, se mu ne upiraš, vendar še zmeraj si ti tisti, ki kontrolira vse skupaj. In tukaj je tisto, kar je bilo zmeraj sledeno in kar tudi, ko si vprašala, zakaj določene firme pogorijo, vsako podjetje ima določene milestone. In tu so največje prelomnice. Lastnik začne z neko idejo, potem raste na tem, vse gre super, potem pa pride do prve širitve. Ali v tistem primeru pripravljen narediti ne kompromise, temveč sprejeti zelo hard odločitev, zdaj pa rabim jaz ene druge ljudi noter v firmi, ki so pripravljeni narediti korak naprej, ali se jih bo ustrašil. Mogoče je tudi dobra odločitev, zdaj pa nisem več jaz primeren oziroma celotno vodstvo za tako firmo voditi naprej, ker se ne počutim več v redu, da bom prodal firmo. In s tem mogoče, da bo firma še zmeraj rasla kot otrok, v končni fazi tudi otroci rabijo enkrat, da jih spustiš oziroma morajo pasti in se iz tega največ navadijo. Pa tudi to rast, ko vse raste, so vsi srečni. Dosti bolj pomembno je, da takrat, ko gre vse navzdol, da tiskaj znaš držati skupaj. In to je prednost Outfita, ker nismo zmeraj rasti. Zmeraj smo tudi doskrat smo failali, pa nismo rekli tako, ti si slabo naredil, ti si kriv, temveč je pa tako, kaj smo naredili narobe in kaj smo se iz tega naučili. Sjajno. Glih sva se zdaj dotaknila, preden sva začela snemati, tudi tega, da ne samo, da je Outfit globalna zgodba v smislu, da je prisotna na globalnem trgu, tudi čedalje talentov prihaja iz celega sveta k vam, tako da to je, po mojem, to je nek mejnik, šteješ to za mejnik, da ne vem, nekdo iz drugega konca sveta pride sem, celo morda z družino živeti v Sloveniji. Zdi se mi, da je zdaj to normalna praksa za vsa podjetja. Dejansko ni več meja, od kje boš koga zaposloval. Pa mogoče Outfit že v samem začetku se s tem ni obremenjeval. Štartal je tukaj v Sloveniji, oziroma potem se začel močno razvijati naprej na Cipru kot glavno centralo, ker še zmeraj smo. Zmeraj se pa ni zaposlovalo, zdaj bomo pa iz tukaj ljudi zaposlovali zaradi jezika ali karkoli. Jezik je bil zmeraj angleščina kot uradni jezik znotraj firme, oziroma ne vem, slovgleščina, ne vem, nek čuden jezik govorimo, se še edini sami sebe razumemo. Ljudi se je pa zmeraj zaposlovalo izpovsod. Tem, ker se je videlo dober talent, tako tega se je pobralo. Pa niso bile ne omejitve, ne jezik, ne rasa, ne narodnost. Nič pač tega tu ne obstaja. Sjajno. Ko že omenjava jezike, po nekih podatkih, ki so trenutno prisotni, je aplikacija Talking Tom v 14 jezikih. Če izpostaviva te evropske jezike, to so nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, turščina je, še portugalščina.
kar zadeva druge jezike, so arabščina, hindu, japonščina, korejščina, turščina, pa seveda kitajščina. Seveda. Znaš povedati, zakaj ravno ti jeziki? Zakaj ste se pri lokalizaciji aplikacije ravno za te jezike odločili? Neki je standard, ki ga dejansko oba stora pričakujeta. Angleščina je na splošno itak univerzalni jezik, ki ga vsi govorijo. Kitajščina je zelo velika, pa spet na kitajskem trgu Google Play pa Apple Store v taki obliki ne obstajata, tako da so tukaj neke lokalne stvari, oziroma dajmo reči, neki so compliance, ki jih moraš zasledovati, drugi so pa tudi poslovni razlogi, oziroma kako dejansko je najboljše aplikacijo približati audiencu. Omenila si portugalščino, vemo, da portugalščino na svetovnem nivoju različice govori zelo dosti ljudi. Zakaj smo se odločili za lokalizacijo? Ker hočemo uporabnikom dati najboljšo možno izkušnjo. Ni pa res, da če smo mi lokalizirali v hindi, ker vemo, koliko velik trg je Indija, da vsi uporabljajo v tem jeziku. Ni bil kiks, temveč ko napačno asjumaš, če bomo pa mi zdaj lokalizirali v hindi, zdaj bo pa na indijskem trgu ta stvar še bistveno bolj rasla. V končni fazi, ko smo gledali številke, manj kot 3% dejansko uporablja sploh OS, se pravi operacijski sistem v hindujščini, vsi ostali v angleščini, se pravi tudi našo aplikacijo vidijo v angleščini. Je pa potem ta user experience, ko pa pridejo na legal stvari, ki so odzadaj, kakšne so stvari, ki je odzadaj, ali pa naš webpage, je pa izkušnja bistveno boljša. Lokalizacija je bistveno več kot samo prevajanje. Kaj smo videli tukaj, naše aplikacije so dosti intuitivne, besedila je zelo malo noter, govora praktično ni in uporabnik, ki se sreča z jezikom je na storu, ker vidi, v appu bo dobil to in to, na kreativah, ko mi to stvar prodajamo, se pravi na oglasih, in tam pa moraš biti agilen oziroma prilagodljiv trgu. Fora, ki jo mi uporabljamo v slovenščini, v angleščini oziroma na ameriškem trgu sploh ne vejo, kaj to pomeni. Ali pa kontra. V španščini talking tom je popolnoma drugače slišati kot dejansko v angleščini. Pa je mogoče dosti bolj, da uporabimo tam angleški izraz za aplikacijo, pa samo v kreativah uporabljamo nek drugega. Tako da je treba lokalizacijo, kot jo mi vidimo, je od prilagajanja kreativ, prilagajanja izrazu, razumeti, kako se tisti trg razvija, kaj je tam popularno. In tu je v bistvu bolj adaptiranje željam potrošnika, kot samo temu, dajmo prevesti, kar je bistveno več. Jasno. Pa iz istih verjetno razlogov aplikacija trenutno vsaj ni v slovenščini. Recimo bi morda bilo za pričakovati, da če so korenine Talking Toma v Sloveniji, da bi aplikacija bila v slovenščini. Kako glede tega razmišljate? Ful rad bi videl, kako lahko v slovenščino oziroma sploh v angleščino prevedem grimase, ki jih dela Tom. Tako da tukaj, kot sem rekel, teksta in besedila ni. Opisi na storu, se pravi, kjer se downloada, so vsi v slovenščini. Komentarji so v slovenščini, se odgovarjajo v slovenščini. Zakaj ne prevajamo, da bi imeli pa tam napisano v slovenščini? Dejansko ni potrebe. Ne zato, ker je to povezano s stroški ali s čemorkoli drugim. Aplikacija ni narejena na ta način. V drugem primeru, če bi šli pa mi v dosti bolj text heavy aplikacijo in je tu namenjena za evropski trg, za slovenski trg, pa 100% slovenščina bi bila noter. To so pač različne potrebe in za koga je to namenjeno, pa kakšen tip igre je oziroma aplikacije. Ko naredite, recimo launchate aplikacijo v novem jeziku, delate to, naprimer, greste najprej z angleščino na določen trg, pa naknadno rečete, morda bo bolj zagrabilo, če bo v domačem jeziku, ali pa a priori greste z domačim jezikom. Ali se lotevate od trga do trga različno? Kako ponavadi to gre? Štartamo z drugega konca. Kaj hočemo s to aplikacijo doseči, kakšne potrebe uporabnika hočemo doseči. Ali hočemo pri njemu vzbuditi določene emocije, ali hočemo spodbuditi dejansko, da se bo zabaval, ali da se bo nekaj naučil,
ali pa kreativen. Tukaj pa vidimo, kakšne potrebe po lokalizaciji so. Ko govorimo o trgih, mogoče bistveno bolj pomembno kot dati v njegov jezik, mogoče dati neke kreativne elemente. Kitajska, zdaj kitajsko novo leto je popularno natrlo po celem svetu. Ali pa Black Friday, ki se zdaj zgodi, včasih je bil sam US oziroma English speaking marketi, zdaj je all over the place, se pravi, je treba tudi te stvari lokalizirati znotraj tega. Kdaj se odločamo, kje bomo dali, dejansko imamo default setting narejen v te jezike, moramo prevesti, oziroma želimo biti prisotni, ko so tu veliki trgi. Če pa hočemo nekaj specifičnega testirati ali pa narediti sam za določen trg, bomo pa tu naredili ekskluzivno za tisti trg, pa tudi izpostavili. Tako da primer Kitajska, ki se prej rekla, trg je velik, kitajsko novo leto je, pa bomo dejansko celotno igro adaptirali. Imeli bomo en running word, ki bo kitajski, imeli bomo določene elemente, ki so specifično kitajski, pa ne govorimo o tem, tisto, kar mi mislimo, da je kitajsko, se pravi neki lampiončki, pa palčke, temveč tisto, kar je res pomembno za uporabnika na kitajskem trgu. Hotela sem reči ognjemet, ne vem, če Recimo, ali pa Dios de Mortes, ki je bil zdaj. Splošno predpostavka je, tu bo funkcioniralo v Latinski Ameriki. Pa v bistvu tam tega sploh ne marajo toliko, kolikor ga na preostanku sveta poznajo. In tu je tista prava lokalizacija, ko ti razumeš, kje so potrebe trga, pa prilagodi za trg. Te zdaj, na način, ko se to lotevate, delate te raziskave, dajva reči, te nakupne navade sami ali s kom sodelujete, kako, na primer to, kar rečeš, kaj bo na določenem trgu palilo, dajva v navednicah reči, to me zanima. To imate notranjo ekipo, ki te raziskave dela. Zelo močno notranjo ekipo, zmeraj pa treba znanje dejansko skombinirati skupaj z različnih področij. Ker če delaš sam, pa misliš, da si tako king of the hill, pa bo stvar znala zaiti ful devirati v neko napačno smer. Ker zmeraj boš bil pristranski do tega, kar znaš, in ne boš imel nekega pravega challengea na drugi strani. To je še ena taka stvar, ki je povezana z našo kulturo, challengeiranje oziroma dobivati prav odgovor. Tu ni tisto, zdaj bom bil pa nesramen do tebe in te bom sam kleš, kdo je zdaj bolj močen, temveč je postavljaš vprašanje, da vidiš, ali res razumeš točno, kaj hočeš narediti. Tukaj smo že v preteklosti zmer provali neke vrste triangularno pozicioniranje delati. Naše znanje pa vsaj dva zunanja vira, ki ni nujno, da sta neposredno s tem povezana. Včasih razvoj, kako se obnaša Gen Z, ki je potrebno za lokalizacijo, pa kakšni so trendi na trgu, ki niso popolnoma jasno povezani, se pravi gaming stvari na trgu. Ko jih skupaj povežeš, dobiš dobro vizijo, kaj hočeš narediti, če hočeš uspeti v prihodnosti. Tako da tukaj si zdaj vprašala, kako lokalizirati za določen trg, interno znanje, research, ki ga naredimo, benchmarking, pa dobimo tudi zunanjo agencijo in poskušamo skombinirati maksimalno ven iz tega. Zdaj, kako se same lokalizacije lotevate v smislu outsourcinga oziroma kdo te projekte realizira? Delate to sami, delate s freelancerji, z agencijami, miks? Imamo interni tim, ki je popolnoma localization team, ki se ukvarja izključno s tem. Tukaj je dejansko kombinacija tehničnega znanja, čiste lokalizacije, se pravi poznavanje jezika, specifičnih besed, ki se morajo za jezik uporabljati, se pravi imamo tukaj reči jezikoslovce, pa agencijo. Zakaj je ključna agencija? Kdorkoli je tukaj, nima toliko znanja, ki bi ga lahko neposredno implementiral, se pobere znanje, ki ga ima agencija in se ga uporablja noter. Kako bo pa tu znanje uporabljeno najbolj agilno, najbolj pragmatično implementirano v naše aplikacije, pa na kakšen način, bo pa interni tim znal. Tako da tukaj zmeri interno je neka vrste producer oziroma project owner, ki koordinira delovanje interne ekipe in zunanje agencije. V mojih očeh ste vi sanjska stranka, ker stranke prepogosto rečejo, evo, to imaš za prevesti, jaz s tem nimam nič, in mi vedno pričakujemo in si želimo te komunikacije, ki poteka v obe smeri, ker točno tako, če jaz kot prevajalec ne vem, kako se bo ta, ne vem, karikiram, beseda na gumbu, kako bo izgledala,
težko, da bova in ti in jaz zadovoljna, ne. Tako da mislim, da je to kar ključno, no, pri uspešnih projektih lokalizacije. Ker ste tako zelo tehnološko napredni, in imate človeka za marsikaj, kako kaj stojite s tehnologijo, spet ko govoriva o prevajanju, uporabljate strojne prevode, imamo umetno inteligenco z različnimi rešitvami, kako se s tem pomagate in če obstaja kakšen proces, kjer sploh ni človeka v enačbi? Zmeraj je človek v enačbi, ker brez človeka, vsaj trenutno, pa upam, da tudi v prihodnje, te stvari na žalost ne bodo šle. Prva stvar je ta, zakaj se to stvar uporablja, pa kakšne, kot sem rekel prej, emocije. Trenutno noben machine learning, ne AI še tega ne podpira, zmeraj pa sledimo razvoju tehnologije. Zakaj bi nekaj odkrivali oziroma uporabljali ne vem koliko resursov, če so tam na razpolago. Dostikrat sem rekel tako, ne odkrivaj tople vode, človek narediš kapučin ven iz tega. Se pravi, dajmo slediti temu. Vsa tehnologija se uporablja vnaprej, testira se samo tehnologijo, ki je uporabnost, pa razmišlja se, kako se bi lahko te stvari testiralo. Predvsem iz vidika, ali je ta če so zdaj pri lokalizaciji, beseda, ki se uporablja, najbolj primerna za grupo, ki jo uporabljamo. Če so to otroci, neka beseda, ki jo otroci poznajo, ni nujno ista z istim pomenom, kot jo poznajo odrasli. Če nagovarjamo Gen Z, ki je toliko zdaj popularno, beseda, ki je meni kul, je njim blah. Se pravi, je treba tudi to razumeti. In tukaj je toliko parametrov, ki jih je treba v celotno enačbo dati, da bo najboljši izplen bil ven iz tega. En tak primer je mogoče to, ko smo španščino prevajali. Šli smo dejansko uporabljati ne strojno prevajanje, temveč database, ki je bil tam na razpolago, kateri so najvišji keywordi po rankingu. Dali smo angleške besede in enostavno, kaj je naredil ta tool, prevedel angleške besede v španščino. To seveda ni funkcioniralo, ker vzeti bi mogli dejansko španske besede, ki so imele popolnoma drugačen razpored. In tega kar nekaj časa, par mesecev, nismo toliko jasno videli, kje je problem, ko smo tu naenkrat ugotovili, pa tu je ugotovila popolnoma neka tretja sodelavka iz product marketinga, ki je bila Italijanka, pa dela v Španiji, ko je gledala tako, pa ta gato nero ne pomeni isto, kot pomeni v angleščini oziroma v slovenščini. Spravi shift in tu je tisto agilnost pa prilagodljivost in dati ljudem možnost, da kontribuirajo kjerkoli, brez omejitev. Zdaj, kar jaz slišim, je torej, da imate pri vas to lokalizacijo zelo do potankosti razdelano. In seveda si tak nivo, neko majhno mlado podjetje verjetno v štartu si ne zna niti predstavljati, ampak kaj bi na splošno, kako bi komentiral podjetja, ki tudi po parih letih obstoja in ko grejo na tuje trge, ko se tega lotevajo popolnoma brez načrta, brez nobenih strategij, spet govorimo o lokalizaciji oziroma te jezikovne plati poslovanja. Da ne se najprej vprašajo, kaj hočejo doseči. Prej kot razmišljati, lokalizacija posledica. Če veš že, zakaj boš lokaliziral, pa na kateri trg hočeš priti, pa kakšna dodana vrednost tega produkta za ta trg, potem bo lokalizacija stekla samo po sebi. Če boš pa mislil, zdaj bom šel pa na ta trg in bom sam lokaliziral, prevedel dobesedno za ta trg, potem ne bo nobenega uspeha. Potem je tu samo lepa nalepka, pa motor je ful slab. Ja, razumem. Kaj pa ta parola, da je, saj sam praviš tudi, da je angleščina vaš primarni jezik, ampak tako spet, ko greš na tuj trg in rečeš tako, ampak brezglavo rečeš, saj z angleščino bo v redu, je potem tvoj odgovor podoben, moraš pač vedeti, kakšen cilj želiš doseči. Moraš vedeti, kakšen cilj in zakaj si se odločil iti na ta trg. Ko smo se mi odločili iti na indijski trg, je bila glavna stvar ta, da ne bo pomagalo sam prevesti v hindujščino, ko sem ti prej omenil, 3% ima device OS nastavljen na hindujščino, bilo je treba pa razumeti njihove navade, kar je pomenilo,
mi rabimo imeti lokalni tim v Indiji, ki se ukvarja z njihovimi lokalnimi distributerji. Takrat je pa prišla lokalizacija bistveno bolj do izraza, ko so bili pitch dokumenti, razumevanje celotnega trga, katere so stvari, ki trignejo uporabnika, da bo šel našo aplikacijo inštalirati, oziroma kje je pomembna lokalizacija. Bila je pomembna na oglasih. Dejansko v sami aplikaciji ni imela nobenega pomena. Torej, možno je, da se realizira neka tudi delna lokalizacija, Seveda. prav ciljno na ciljno skupino. Ok, zanimivo. Kaj pa podjetja, startupi, slovenski vsaj, so večinoma nekako v osnovi obrnjena na Ameriko. Misliš, da so še kakšni zanimivi lahko trgi, zdaj verjetno odvisno od panoge, ampak na koga misliš, na katere trge bi se lahko še podjetja obrnila? Največji hub je trenutno še zmeraj ameriški. Največ kapitala je tam, pa tudi največ znanja je trenutno tam zgeneriranega oziroma skoncentriranega. Startup scena oziroma te inkubatorji so tam najmočnejši. Zato vsa podjetja dejansko targetirajo tja. Je pa tudi tak zelo long shot. Če hočeš biti tam uspešen, z mojega stališča gledanja, je pomembno, da si tam tudi fizično prisoten. Ker tam se buildajo neki socialni krogi, v katerih prihaja do poznanstva in buildanja vsega ostalega naprej. Zelo malo podjetij uspe. So velika podjetja in o teh se govori, treba pa razumeti, koliko poskusov je narejenih, da eno od teh podjetij uspe. Mogoče je fajn, da na začetku štartaš, za moje pojme, lokalno, oziroma spet veš, kaj hočeš doseči, da dobiš neke dobre rezultate, s katerimi lahko prodajaš to stvar naprej. Ker noben ti ne bo več kupil te stvari na lepe oči, temveč bo rabil neke številke oziroma neko idejo, za katero stojiš. Kaj če morda potegnemo neko paralelo s Kitajsko, recimo, ker to je spet verjetno o tem malo veš, lahko primerjaš. Kako bi ta zgodba na Kitajskem potekala? Ne bi potekala. Ker je trg pa toliko drugačen, da se prva stvar je zaprt trg, kapital ne priteka ven in ne noter več, pa regulative in vse ostale stvari so popolnoma drugačne. Mogoče je trg spet vezan na specifičen produkt. Indija je en tak trg, ki še zmeraj raste, pa spet imaš različne strategije. Ali je to zavzemanje tržnega deleža takoj na začetku, ali pa tukaj že generiranje kapitala. Startup mora vedeti, kaj hoče doseči. Včasih je sam zato, da se ime zgradi, bistveno bolj pomembno kot to, koliko denarja zgenerira. Kaj pa to, kako pa prodrejo recimo na Kitajsko tista podjetja, tudi slovenska ali iz regije, ki poslujejo globalno, pa slej prej nekako ta proizvodnja konča na Kitajskem. Je potem ta zgodba kaj drugačna, ko se odločiš in prideš, ok, tle bom postavil ali bom najel to tovarno. Zdaj si me dobila tako na enem takem področju, ki ni moje domače področje. Dobro, sorry. Ni bilo med vprašanji, čist disclaimer. Pač moje mnenje je, da tukaj govorimo o popolnoma dveh različnih stvareh. Eno je produkcija, kjer tudi mi sodelujemo z eksternimi, dajmo reči, proizvajalci oziroma temi, ki opravljajo lahko storitev. V končni fazi Talking Toma bi lahko razvili tudi v studiu v Indiji, ker je zelo močna produkcijska sila developmenta aplikacij. Ali bi bila ista kvaliteta dosežena in tisti, dajmo reči, sparkle, ki je znotraj, verjetno ne. Bi pa opravili delo dobro. Tukaj pa zdaj o tem, da sedi nekdo proizvodnjo, kje so pa drugi poslovni razlogi. Tako da tukaj jaz ne vidim problema, zakaj tega ne bi naredil. To je klasičen pač razvoj industrije. Zdaj morda nekaj, kar vem, da veš, torej Outfit je prvič stopil v čevlje investitorja, vsaj v Sloveniji. Kaj to pomeni za slovensko sceno? Je to enkraten dogodek, se bo to ponovilo? Outfit je v svoji strategiji 2022 podal par močnih pilarjev oziroma nekih ciljev. Prvi in verjetno najpomembnejši je, da še bolj pojačamo prisotnost Talking Tom & Friends blagovne znamke. Kot sem prej omenil, mi imamo najmočnejšo blagovno znamko znotraj mobilnih aplikacij. Ko pa greš ven iz tega izoliranega sveta telefona, naš brand awareness ni toliko visok.
In tukaj hočemo narediti nek preboj, se pravi, delamo na pozicioniranju blagovne znamke, pa tudi buildanju še nekaj dodatnega segmenta. Eno drugo področje, oziroma enako pomembno kot to, je kultura in vrednote, ki jih hočemo še bolj napredati, in to je povezano z organizacijo podjetja. Vemo pa, da tudi ne moramo rasti sami po sebi, organsko. Lahko pa rastemo tudi s tem, ali da delamo prevzeme, še raje pa delamo investicije v neke start-upe oziroma komplementarne produkte. Ko se je omenila investicija na slovenskem trgu, tu je bila ena izmed investicij, ki jih je Outfit naredil v zadnjem letu. Naredili smo še 3 druge, ki so bile ven iz Slovenije, ker izhaja dejansko, investicije se dogajajo iz headquarterja na Cipru. Tu slovensko podjetje, ki smo investirali, pa še s tem, kar je naša vizija. Delajo za dobro stvar, govorimo o Kobiju, ki delajo aplikacijo za pomoč otrokom z disleksijo. Tudi oni so fokusirani na angleško govoreči trg. Kljub temu, da delajo tudi za slovenski trg zelo močen produkt. Nekako mora biti sinergija. Ena stvar je, tim mora pašati skupaj, njihov mindset, ki ni, zdaj bomo pa naredili profit in hočemo to gnare dobiti noter, temveč stojijo za tem produktom. Tako smo se tudi mi odločili za njimi, ker njihova vizija je toliko močna in tak passion je noter videti v tistih 3 ljudeh, ki so štartali firmo. Vse češ tako, tu so pa tisti, ki si upajo dati jajca na mizo in bo to stvar speljali naprej. Kaj pomeni za naprej še več takih investicij. Ne govorimo o nekih velikih prevzemih, ker trenutno je panoga že toliko skonsolidirana, da nima smisla, pa to povleče dosti stvari za sabo, se bojo pa še zmeraj dogajali. Dobra novica potem za ta ekosistem. Veliko si zdaj že omenil, kaj vam šteje, da vam nekdo pade v oči. Kaj na splošno misliš, da en startup potrebuje, da mu rata? Če lahko posplošiš. To, kar sem prej omenil za te kemijo, ki mora biti znotraj tima in da verjamejo v to, kar delajo. Potem bo stvar uspela. Če delajo to z edinim ciljem, zdaj bomo pa firmo prodali, verjetno bo tudi nekako uspelo, samo se bo to čutilo. Če pa, ko pridejo na pitch, se pravi zagovor produkta ali pa predstavitev produkta in jih čutiš, ko govorijo, ko znajo na vsako vprašanje odgovoriti, ker ne ratejo tako živčni, ko jih nekaj vprašaš o detajlih, temveč je tisti passion iz njih. To živijo, ne? Tu živijo, pa lahko verjameš, da bo ta stvar uspela. In to isto, zdaj sem povrnil nazaj, ko si vprašala naš hiring proces, ki je dolg. Pri kandidatu vidiš, ko se z njim pogovarjaš, normalne stvari. Ne vem, če nekdo pride na razgovor, pa je lahko največji IT-ovc, pa ga vprašaš ti nekaj in zgleda ful introvertiran. Dostikrat so ljudje taki zaprti. Ne more biti njegov izgovor, jaz sem introvertiran, ker boš dobil nekaj njegov passion. In če reče, ja pa poslušam tako muziko in to, ko ti vprašaš, no in kako je pa s to muziko naprej in kaj ti tukaj, takrat se ljudje razgovorijo. In to veš, če so tem imajo ta strast, jo bojo znali preleviti tudi nekaj drugam. Če pa ostane tudi tam taki, ne vem, pa to, poveže od tega človeka, ne boš dobil tega, kar hočeš. Če bi ti ustanovil nekaj čist novega, nov startup podjetje, kaj bi to bilo? Kje bi ta tvoj passion prišel ven, pri kakšni stvari? To, kar bom najbrž enkrat naredil. Imel oljke, ki jih ima že tako ali tako, pa en tak fajn plac, kjer bomo lahko preživljali, kjer bo folk preživljal kreativno svoj prosti čas. Dobro. To bo moj. Dobro. Ni tak long shot, ki ga bi hotel imeti. Dobro. Zmeraj se je fajn umiriti. Sliši se zelo zanimivo, tako da boš povabil, ko boš realiziral. Mislim, da bomo čedalje več rabili tega izklopa, ne. Če že govorimo o izklopu, verjetno glede na to, da sediš za mizo Outfita, ki ustvarja igrice in razne druge digitalne reči, če tako lahko rečemo, dobiš verjetno velikokrat vprašanja, joj, otroci to igrajo, pa preveč so na telefonih, pa preveč so na računalnikih. Kako ti to ponavadi komentiraš? Kdo kontrolira uporabo računalnikov in telefonov? Imam 3 otroke, igrajo igrice, vendar jaz sem tisti, ki jim dovolim, koliko časa bodo igrali te stvari in kje bodo igrali.
Spravi odgovornost do otrok, se mi zdi, da izhaja iz tega, ker da prvič device in kontrolira koliko časa. Kaj pa lahko mi kot proizvajalci tega kontroliramo, dajmo vse stvari, ki omogočajo, da otrok v določeni starosti so prikazane pravilne vsebine, da ni noter nekaj, kar bi samo bilo za generiranje denarja, temveč kreativno, uporabno preživljanje časa, na katerega so na temu. Zraven tega pa smo se zdaj tudi odločili, da razvijamo Talking Tom and Friends junior segment, ki je pa namenjen izključno otrokom. Ker pa, ko so večkrat izpostavljeni tudi oglasi, ki se prikazujejo, ja, to je naš vir financiranja, v tem segmentu je edini cilj in namen dati edutainment, se pravi neke vrste izobraževalne vsebine za otroke, ki so bistveno mlajši. Naša ciljna populacija pa so tako ali tako dejansko mass market, se pravi od otrok do starostnikov, kar se pa tudi vidi na podlagi feedbacku, ki so povezani z lokalizacijo, dobivamo dejansko odgovore iz celega sveta. V enih primerih je aplikacija Talking Tom se uporablja v domih za starostnike, ker dejansko stari ljudje so sami in se ukvarjajo s tem, do tem, da se uporablja pri otrocih, ki imajo probleme s koncentracijo oziroma z avtizmom, ki vzpostavljajo neke kontakte, do tega, da družine preživljajo fun time, ko tekmujejo, kdo bo več pretekel in kako bo pretekel. Ja, absolutno neka odgovorna uporaba. Mislim, da je utopično, če danes mislimo, da bojo otroci popolnoma off-grid. Zdi se mi, da na ta način sploh ne morejo funkcionirati. Kdo na to razmišlja, mogoče je moje utopične sanje o oljkah in lahko sledijo tistemu, drugače mu pa totalno off. Ja. Kaj je zdaj konec leta 2023, kako kaže pri vas, kakšne so novitete, kaj nas lahko čaka v naslednjih letih, kaj je novega? Kot sem omenil prej, jačanje blagovne znamke, razvijanje zelo močno tega segmenta junior oziroma segmenta namenjeno otrokom. Nova aplikacija, ki prihaja naslednje leto ven, My Talking Hang 2, ki je popolnoma še zmeraj sledi Tamagotchiju, vendar je bistveni upgrade vsega skupaj. Znotraj organizacije, kljub temu, da smo majhni, vidimo, da se nekako ne izgublja fleksibilnost, vendar želimo dati še več fleksibilnosti. Šli smo na prehod na celice, ker se ljudem, ki so zainteresirani, omogoči, to so manjše skupine, da začnejo razvijati svoj produkt v prostorih. Dejansko je neka vrsta spet going back to startup mentality z nekim takim roko, ki bdi nad njimi. To so glavne stvari, na katerih se dela. Ja, veliko zanimivih projektov. Bi še karkoli dodal, neko zaključno misel za ta najin pogovor? Ja, da zame je ena taka stvar, ne omejujte se s tem, kaj boste dosegli in kako, dajte samo uživati v tem, kar delate, kako rezultati enostavno pridejo. Pa ko sprejmeš odločitev, pa bo vsa stvar šla naprej v tisti odločitvi. Ko pa enkrat začneš dvomiti o tem, pa si se pa že zaciklil, tako da pejte ven s cikljenja in sam naprej. Bravo, hvala. Hvala, Jernej, da si prišel, pa se še kdaj vidiva. Hvala lepa. Ja, thanks.